Pozdravljeni, sem Gregor Češarek, učitelj na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in danes bi si ogledali brušenje verige motorne žage. Veriga motorne žage je namenjena temu, da čim več odreže. Zaradi tega mora biti pravilno nabrušena. Kako se tega lotiti, je lahko za nekoga velik problem, zato vam bo zdaj lažje. Najprej moramo vedeti, katero verigo imamo sploh na motorni žagi, kar pomeni, da moramo določiti tip verige. Tipov verige je več. Poznamo verige, ki so manjše in verige, ki so večje. O velikosti verige govori korak verige, to je razdalja med gonilnimi členi. Rečemo lahko, da v veliki večini se danes uporabljajo koraki 3/8 in pa korak 325. Vse številčne označbe so v colskih enotah. Za gozdarstvo, za debelejše drevje se uporablja 3/8 korak, za manjše drevje 325, za sadjarstvo in podobno pa so v upoštev prišle tudi verige 3/8 piko oziroma 1/4 cole. Imamo pa tudi pri vsaki od teh verig možnost tipa rezilca, ki sta dva. Eden je pologlad, to je rezilec, ki je zaokrožen. Drugi je oglad, ta rezilec je oster, rečemo mu tudi ostrorobi rezilec. Ko določimo tip verige, se lahko začnemo pogovarjati o debelini gonilnega člena. To je debelina tega spodnjega člena verige, kateri potuje po utoru letve. Ker imamo različne proizvajalce verig in različne velikosti verig, je tudi debelina člena različna in znaša od 1,1 mm pri manjših verigah, 1,3 pri srednje velikih verigah in 1,5 oziroma 1,6 mm pri 3/8 verigah. Na to lahko rečemo, da ko določimo samo verigo, tip verige, tip rezilca, se odločimo za brušenje. Pri brušenju pa potrebujemo pile. Kako jih izbrati, si bomo pogledali naprej. Zdaj, ko smo ugotovili, kakšen je naš tip verige na motorni žagi, moramo izbrati primerno pilo. Pilo najlažje izberemo s pomočjo embalaže, v kateri smo kupili samo verigo motorne žage. Na embalaži je na zadnji strani napisana razpredelnica, v kateri je zapisan tip verige, debelina pile, ki jo uporabljamo za brušenje, napisana je drža pile, napisan je kod brušenja in tudi bočni kod, ki določa rezalni učinek. Ko izberemo pravilno pilo, jo izberemo na podlagi podatkov iz škatlice. V tem primeru smo ugotovili po škatlici, da je naša veriga 3/8 korak, ima ostrozobi rezilec in za brušenje potrebujemo 5,5 mm debelo pilo. To debelino ima pila označena tukaj na dnu. Pila je pripravljena. Za vse tiste, ki imajo težave z brušenjem, lahko izbirajo tudi določene šablone za samo brušenje, tako da je brušenje lažje in bolj natančno. Šablon je več vrst, taka je najbolj enostavna in se z njo tudi najlažje rokuje. Ko imamo vse šablone, vse pile, ne smemo pozabiti na varnost, zato vedno brusimo v rokavicah. Namreč zobje so ostri, nekoliko tudi umazani z oljem, zaradi česar pride lahko do ureza v prst, ta urez pa se ne bo zacelil. In lahko začnemo z brušenjem. Torej, pilo na zob najprej pravilno položimo, kar pomeni, ujamemo tiste kote, ki so napisani na škatlici. Pilo držimo tako, da je pravokotna glede na list oziroma meč motorne žage. Potem samo pilo obrnemo v kot brušenja, ki je predpisan na škatlici oziroma je narisan na zadnjem delu zoba. To je ta manjša, tenka črtica, ki označuje kot brušenja. Potem pa je pomembna še višina drže pile, kar pomeni, da pila mora nad zob gledati približno 1 mm.
Če greste s prstom čez zob, morate čutiti pilo, ki vam sam prst dvigne od zoba. Vodenje z obema rokama. Z obema rokama potisnemo pilo ravno naprej. Odmaknemo in zopet ravno naprej. Pila reže sama. Ne potrebujemo nobenega tiščanja v zob. Ko naredimo nekaj potegov, je zob nabrušen. In gremo naprej. Vsak zob nabrusimo tako, da je enake dolžine, kar pomeni, da so vsi zobje enako dolgi. Če niso, potem pila oziroma motorna žaga v rezu zavija. Verigo vedno obračamo naprej, nikoli nazaj. V primeru, če bi verigo obračali nazaj in bi se slučajno zataknila, bi se z rezilcem urezali v prst. Zato vedno obračamo verigo naprej. Smer brušenja je vedno od dna proti vrhu zoba. Pilo odmikamo. V primeru, da s pilo potegnemo nazaj, bomo uničili vse, kar smo naredili. Brusimo pa lahko tudi z eno roko, če nam je lažje, kar pomeni, da z eno roko potisnemo pilo naprej. V tem primeru si lahko pomagamo z globinskim zobom, na katerega naslonim pilo in jo potegnem nazaj. Ko pridemo okrog, obrnemo motorno žago. Brušenje ponovimo tudi iz te strani na enak način. Od spodaj na zgornjo stran zoba. Ležišče pile je enako, približno milimeter nad zob, kot je enak, drža pile je enaka. Največje težave, ki se povzročajo oziroma ki povzročajo težave pri rezanju oziroma brušenju, so neenakomeren kot, kar pomeni, da ljudje pogosto brusijo s premajhnim kotom. Pogosto se dogaja pri dvoročnem vodenju motorne žage napaka okroglega zoba, ko sila, v tem primeru leve roke, zaradi tele ročice premaga silo desne roke in pilo obrnem proti koncu takole. Torej začnem ravno, zaključim tako. V tem primeru konica zoba ni pravilno nabrušena in ne reže. Za vse tiste, ki imajo težave z vodenjem same pile, obstajajo šablone, katere pomagajo pri samemu brušenju. V tem primeru šablona sloni na rezilcu in globinskem zobu in
nikoli z pilo ne bomo šli pregloboko. Vedno bo pila na primerni višini, kar pomeni, da ne bomo uničili samega rezilca. Same zareze na šabloni pa tudi kažejo kot brušenja, tako da lahko sproti naredimo nekoliko kontrole, ali je naše vodenje pravilno ali ne. V tem primeru ni, takole vidimo, da je vzporedno z mečem, kar pomeni, kot je pravi. Vedno brusimo od začetka do konca pile. Tako enakomerno poberemo enako dolžino zoba pri enem potegu pile. Zobje so zaradi tega vedno enako dolgi in imajo enak rezalni učinek. Ko zaključimo z brušenjem rezilnega zoba, pa prekontroliramo še višino globinskega zoba. To je ta prvi zob, ki določa debelino rezanca oziroma odloča o rezalnem učinku. Samo globino prekontroliramo s pomočjo šablone. Šablono namestimo na rezilni zob in pogledamo, ali slučajno rezilni zob gleda nad šablono. V takem primeru, če gleda nad šablono, bi ga morali pobrati. V tem primeru vidimo, da je poravnan z šablono, kar pomeni, da je ustrezne globine. Preverko moramo narediti na nekaj zobeh, zaradi tega, ker niso vsi nekako enako brušeni. Vkolikor ugotovimo, da je zob nekoliko previsok, ga moramo znižati. To se imenuje nižanje globinskega zoba. Nižanje globinskega zoba izvedemo z ploščato pilo. Ploščata pila ima fini nasek in s strani nima naseka, tako da ne poškodujemo rezilca. Pri nižanju upoštevamo dve pravili. Najprej zob znižamo, nato še oblikujemo. V našem primeru smo ugotovili, da so zobje skorajda enaki, kot je na šabloni, zato bo nižanje minimalno. En poteg raven, s katerim smo nekoliko znižali zob. Dva potega bosta poševna. Zakaj poševni poteg? Zaradi tega, da oblikujemo zob. Zob mora biti 2/3 padajoč. Če smo vajeni pile, lahko naredimo tudi nižanje in obliko v enem potegu, kjer pilo obrnemo. Na tak način znižamo globinski zob. Nižanje ne sme biti premočno. Če je premočno, je rezalni učinek slabši in motorna žaga je nevarna. Zaradi tega, ker je rezalni učinek oziroma rezanec predebel, se zobje zatikajo, večji so tresljaji in tudi večja je možnost povratnega udarca. Tako, motorna žaga oziroma veriga motorne žage je nabrušena, z njo gremo delati in pogosto se zgodi, da pri delu veriga izgubi nekaj ostrine, zaradi tega, ker smo zadeli v zemljo, kamenček ali kaj podobnega. V takem primeru obvezno izvajamo priostritev. V primeru, ko delamo zunaj, se pogosto nekoliko izgubi ostrina, zato izvajamo priostritev z enako pilo, kot smo izvajali brušenje. Za samo priostritev vam svetujem še en nasvet, in sicer, da novo verigo, ki jo dobite, takoj nabrusite z 2 do 3 potegi z novo pilo. S tem boste naredili pazduho in ležišče pile, ki bo dovolj natančno za delo v gozdu. V gozdu s seboj nimamo primežev,
pravih primežev in je težko stabilizirati samo motorno žago. Zato nam pomaga ležišče. V takih primerih lahko naprimer na sam štor ali na deblu primemo z rokavico žago, potisnemo obles in z eno roko izvajamo priostritev. Priostritev je vezana na 1 do 2 potega po vsakem rezilcu, zaradi tega, da rezilec pridobi na ostrini. Lahko si pomagamo tudi z prenosnim primežem, v katerega upnemo motorno žago. Zakaj izvajati priostritev? Če bo priostrena veriga, bo manjša poraba goriva, manjše bodo vibracije, bistveno večji je rezalni učinek, manjša obremenitev delavca s hrupom, treslaji in nenazadnje tudi z izpušnimi plini. In s tem lahko rečemo, da je delavec z motorno žago bistveno manj obremenjen in bolj zdrav. Zaradi tega vam priporočam, da si motorno žago oziroma verigo motorne žage dobro nabrusite, le tako boste pravilno in varno delali z njo.